Tokrat se bomo poglobili v pronicljivo razpravo o 5 solah reformacije, nizu teoloških načel, ki so imela ključno vlogo v protestantski reformaciji v 16. stoletju. Ta načela so se pojavila kot odgovor na domnevne doktrinarne napake in cerkvene zlorabe rimsko-katoliške cerkve v tistem času. Zagovarjali so jih vidni reformatorji, kot so Martin Luther, John Calvin in Ulrich Zwingli, in še danes so srednja načela protestantske teologije. Vsaka od 5 sola artikulira ključni vidik reformatorjevega razumevanja krščanske vere in prakse, skupaj pa ponujajo celovit povzetek njihove teološke vizije. Kako aplicirati teh 5 ključev v današnjem krščanskem življenju, ste morda pomislili? Izveste v nadaljevanju naše oddaje. Prvo načelo, sola scriptura, trdi, da je samo Sveto pismo najvišja in končna avtoriteta v vseh aspektih vere in prakse. Reformatorji so trdili, da mora biti Sveto pismo dostopno vsem vernikom in da so njegovi nauki dovolj jasni, da jih je mogoče razumeti brez potrebe po posredovanju cerkve ali njenih tradicij. To načelo je bilo neposreden izziv nauku katoliške cerkve v tistem času, ki je trdila, da sta tako Sveto pismo kot tradicija merodajna, in je poudarilo zavezanost reformatorjev avtoriteti Svetega pisma. V srednjem veku je imela rimsko-katoliška cerkev pomembno moč in vpliv na verske nauke in prakse. Duhovništvo je veljalo za glavne razlagalce Svetega pisma, laiki pa so imeli omejen dostop do te knjige. Cerkvena izročila in izjave cerkve so veljali za merodajne. Reformatorji, zlasti Martin Luther, so to izpodbijali in zagovarjali Sveto pismo kot najvišjo avtoriteto v vseh vprašanjih vere in prakse. Sola scriptura je načelo, da je samo Sveto pismo zadnja in najvišja avtoriteta za kristjane, ki nadomešča vse druge avtoritete, vključno s cerkvenimi tradicijami in cerkvenimi voditelji. Trdi, da je Sveto pismo jasno, razumljivo in zadostno za vsa vprašanja vere. Reformatorji so verjeli, da je Sveto pismo, ki ga je navdihnil Bog, nezmotljivo, ter da vsebuje vse, kar je potrebno za odrešitev in življenje, ki je Bogu všečno oziroma po volji. Vpliv sola scripture je mogoče videti v široki dostopnosti Svetega pisma danes, pa tudi v poudarku na osebnem svetopisemskem preučevanju in znanju med protestantskimi kristjani. V krščanstvu je privedlo do različnih razlag, interpretacij in posledično seveda tudi denominacij, saj si različne skupine prizadevajo razumeti in uporabljati nauke Svetega pisma na svoj način. Kljub temu, sola scriptura še naprej spodbuja vernike, da se neposredno vključijo v Božjo besedo in iščejo njeno vodstvo na vseh področjih življenja. V pregovorih 30. poglavju beremo: Vsak izrek Boga je prečiščen, ščit je tem, ki zaupajo vanj. Božja beseda je unikatna. Usmerja vse generacije ljudi, od najmlajšega do najstarejšega. Aktualna je v vseh zgodovinskih obdobjih, a hkrati obvaruje tiste, ki ji zaupajo. Koliko manj težav bi imeli v življenju, če bi le prisluhnili Božji besedi. Zato apostol Pavel Timoteju in nam danes sporoča: Vse pismo je navdihnjeno od Boga in koristno. Sveto pismo, Božjo besedo, lahko uporabimo za oblikovanje značaja, ki bo pripravljen za dobro delo, za prosperiteto. Kajti Bog ima čudovit načrt zate in zame. Načrt blaginje in ne nesreče. Želi dati prihodnost in želi dati upanje. Solus Christus poudarja, da je odrešitev dosežena samo z delom Jezusa Kristusa. Reformatorji so učili, da sta Kristusova smrt in vstajenje zagotovila vse, kar je potrebno za odrešitev, pri čemer so zanikali potrebo po človeških delih ali cerkvenih zakramentih kot sredstvih za pridobitev Božje naklonjenosti. To načelo je poudarilo zadostnost Kristusove odkupne daritve in pomena osebnega odnosa z njim. V 16. stoletju je cerkev učila, da je odrešitev posredovana prek cerkve, njenih zakramentov in njene duhovščine. Cerkev se je držala tudi običaja čaščenja svetnikov in Device Marije. Reformatorji pa so trdili,
da odrešitev pride izključno po Jezusu Kristusu in da je le On posrednik med Bogom in človeštvom. Solus Christus poudarja zadostnost Kristusovega dela pri doseganju odrešenja človeštva. Izjavlja, da so Kristusovo življenje, smrt in ustajenje zagotovili vse, kar je potrebno za naše odrešenje in da ni potrebe po nobenih dodatnih posrednikih. To načelo trdi, da je Jezus Kristus edina pot do Boga in da odrešitve ni mogoče najti na nobeni drugi poti. Poleg tega, Solus Christus poziva vernike naj zaupajo samo Kristusu. Poudarja osebno naravo krščanske vere in poudarja neposreden odnos z Jezusom kot Gospodom in odrešenikom. Reformatorji so skušali odstraniti vse ovire ali posrednike med vernikom in Kristusom, kar je neposredno kazalo na njegovo odkupno delo na križu. Danes ostaja načelo Solus Christus, osrednje načelo protestantske teologije. Odraža se v poudarjanju osebnega odnosa z Jezusom Kristusom in v prepričanju, da je odrešitev samo v njem. To načelo še naprej vpliva tudi na krščansko čaščenje in pobožnost ter usmerja pozornost in slavo k Kristusu. V bogoslužju, pridiganju in vsakdanjem življenju so verniki spodbujeni, da iščejo Kristusa in najdejo v njem svoje odrešenje, namen in upanje. Trajni vpliv Solus Christus je viden v tem, kako še naprej oblikuje in opredeljuje krščansko vero, pri čemer vernike poziva nazaj k osrednji resnici evangelija, da samo v Kristusu najdemo svoje odrešenje. Kajti pisano je: v nikomer drugem ni odrešenja, zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili. Solus Christus je tesno povezana s sola fide, ki trdi, da opravičenje pred Bogom prejme samo vera. Reformatorji so trdili, da je vera edino sredstvo, s katerim lahko prejmemo Božjo milost in koristi Kristusove odkupne daritve. To je bilo v popolnem nasprotju s katoliškim naukom tistega časa, ki je učil, da je vera skupaj z dobrimi deli in udeležbo pri zakramentih potrebna za odrešitev. Pogosta praksa so bili tudi odpustki, ki jih je bilo mogoče kupiti, saj so verniki verjeli, da skrajšujejo čas v vicah. Martin Luther in drugi reformatorji so spodbujali in poudarjali, da opravičenje pred Bogom pride samo z vero, ne pa z lastnimi deli ali zaslugami. Sola fide trdi, da smo upravičeni ali razglašeni za pravične pred Bogom izključno z vero v Jezusa Kristusa. To načelo temelji na prepričanju, da nam je Kristusova pravičnost pripisana z vero in ne z deli, ki smo jih storili. Poudarja Božjo milost v odrešenju in uči, da ne moremo storiti ničesar, da bi si zaslužili odrešenje. Preprosto je dar prejet po veri. Reformatorji so verjeli, da je to razumevanje odrešitve samo po veri bistvenega pomena za ohranitev čistosti evangelija in zagotovila odrešenja. Poudarja preobrazbeno moč vere, ki ne le opravičuje, ampak tudi posvečuje in vodi vernike k življenju, ki odseva Božjo ljubezen in pravičnost. Sola fide je še naprej odločilna značilnost protestantskega krščanstva, ki poudarja zagotovilo odrešenja in osrednjo vlogo vere v krščanskem življenju. Oblikuje način, kako verniki razumejo svoj odnos z Bogom, ki ga utemeljuje na zaupanju in zanašanju na Kristusovo delo, ne pa na lastna prizadevanja. To načelo še naprej navdihuje tudi osredotočenost na oznanjevanje evangelija, saj so verniki poklicani, da delijo sporočilo odrešenja po veri v Kristusa. Trajni vpliv sola fide je viden v njenem pozivu k veri, zaupanju in zanašanju na Božjo milost v Jezusu Kristusu, sporočilu, ki še naprej odmeva med verniki po vsem svetu.
Sola gratia poudarja, da je odrešenje izključno dar Božje milosti, ki si ga človeštvo ni prislužilo in je nezasluženo. Reformatorji so trdili, da je naše odrešenje v celoti Božje delo in da si ga ljudje ne morejo z ničemer kupiti ali zaslužiti. To načelo je bilo globoka potrditev Božje ljubezni in usmiljenja, ter je poudarilo radikalno naravo Božje milosti. V 16. stoletju je katoliška cerkev učila, da je odrešitev sodelovanje med Bogom in ljudmi. Verjeli so namreč, da dobra dela, udeležba pri zakramentih in kupovanje odpustkov igrajo vlogo pri zagotavljanju odrešitve. Protestantski reformatorji pa so odločno izjavili, da je odrešenje milostni dar od Boga in da človeška dela nimajo nobene vloge pri zaslužitvi tega daru. Sola gratia poudarja prepričanje, da je naše odrešenje v celoti posledica Božje milosti in usmiljenja. Uči, da smo tako zabredli v greh, da nismo sposobni ničesar prispevati k svojemu odrešenju. Namesto tega je odrešenje v celoti Božje delo. Tudi vera, po kateri prejmemo odrešenje, je dar milosti. To načelo je zakoreninjeno v globokem razumevanju človeške grešnosti in veličastnosti Božje ljubezni in usmiljenja. Poudarja nezasluženo Božjo naklonjenost in preobrazbeno moč njegove milosti v življenju vernikov. Sola gratia služi kot opomin, da je Bog začetnik in vzdrževalec našega odrešenja in da smo v celoti odvisni od njegove milosti. Vpliv sola gratia je viden v protestantskem poudarjanju Božje milosti kot temelja našega odnosa z njim. Sporoča, kako verniki razumejo lastno grešnost in svojo odvisnost od Božjega usmiljenja. Oblikuje tudi krščansko sporočilo upanja, ki poudarja, da je odrešenje dostopno vsem, ne zaradi tega, kdo smo ali kaj smo storili, temveč zaradi velikodušne Božje milosti. V bogoslužju, poučevanju in krščanskem življenju sola gratia še naprej poziva vernike k ponižnosti, hvaležnosti in globokemu zanašanju na Boga. Izziva nas, da živimo v luči Božje milosti, ki ji dopušča, da nas preobrazi in teče skozi nas k drugim. Trajni vpliv sola gratia je viden v njenem klicu k življenju, polnem milosti, ki temelji na transformativni moči Božje nezaslužene naklonjenosti. Končno soli Deo gloria zatrjuje, da je vse življenje treba živeti samo v Božjo slavo. Reformatorji so učili, da je Bog končni cilj vseh stvari in da je naš največji klic, da ga poveličujemo vsem, kar počnemo. To načelo je služilo kot popravek osredotočenosti srednjeveške religije na človeka in je vernike pozivalo, naj živijo svoje življenje v ponižni podrejenosti Božji suvereni volji. V času reformacije so cerkev in njene prakse pogosto poudarjale človeške dosežke, duhovniške položaje in čaščenje svetnikov. Reformatorji so skušali premakniti pozornost s človeške slave in dosežkov nazaj na samo Božjo slavo. Poudarili so, da so vsi vidiki življenja, vključno z odrešenjem in krščanskim življenjem, namenjeni slavljenju Boga. Soli Deo gloria povzema idejo, da gre vsa slava samo Bogu. Vernike spominja, da je treba vse, kar delamo, delati v Božjo slavo. V smislu odrešenja poudarja prepričanje, da ne prispevamo ničesar k svojemu odrešenju. Namesto tega je v celoti Božje delo in zato si le On zasluži slavo. To načelo velja tudi za vsa področja življenja. Ne glede na to, ali gre za delo, odnose, čaščenje ali službo, je treba vse vidike življenja vernika živeti v Božjo slavo. Soli Deo gloria izziva vernike, naj živijo tako, da njihova življenja odsevajo Božjo slavo in druge usmerjajo k njemu. Soli Deo gloria še naprej vpliva na krščansko bogoslužje, poučevanje in življenje. V bogoslužju se odraža v osredotočenosti na Boga, ki mu daje vso slavo in hvala. Pri poučevanju oblikuje vsebino in cilj oznanjevanja in krščanske vzgoje, usmerja pozornost k Bogu in njegovi slavi.
vsakdanjem življenju izziva vernike, da živijo življenja, ki odsevajo Božjo ljubezen, usmiljenje in slavo. Kakor je tudi zapisano, vse, kar delate, v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. To načelo služi tudi kot varovalo pred ponosom in samopoveličevanjem, ter spominja vernike, da vse dobre stvari prihajajo od Boga in naj bi vodile nazaj k njemu v hvalo in slavo. Trajni vpliv Soli Deo Gloria je viden v njegovem klicu k življenju, osredotočenemu na Boga, kjer je končni cilj vsega, kar počnemo, Božja slava. Z drugimi besedami, naj si torej jeste ali pijete, ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo slavo. Vsak korak našega življenja je lahko na slavo Bogu. Le kakšno življenje bi živeli, če bi se tega načela zares držali? Kakšen človek, zakonec, starš, zaposleni, vernik ali navsezadnje državljan lahko postanem, če vse, kar počnem, delam na slavo Bogu? Ali potem takem ni okolje, v katerem živim in delujem mirnejše, kakovostnejše, morda navdihujoče? Za konec, 5 sola reformacije predstavlja globoko in transformativno vizijo krščanske vere in prakse. Potrjujejo avtoriteto Svetega pisma, Kristusovo zadostnost, nujnost vere, radikalno naravo milosti in končni namen slavljenja Boga. Ta načela niso samo redefinirala versko pokrajino 16. stoletja, temveč še danes navdihujejo in izzivajo vernike, da živijo življenja, zakoreninjena v resnicah evangelija. Da dan reformacije ne bi ostal zgolj še en kulturni in verski spomenik, ponujam izziv. Poskusimo v naslednjih 7 dneh živeti po 5 načelih sola. Nič ne stane in ni boleče. Obstaja pa resna možnost, da vaš zakon, družina, prijatelji in sodelavci, tudi sodržavljani, doživijo najboljšo različico vas samih na Božjo slavo. Sprejmete izziv?